Pozdravljeni! Dijaki smo tudi ta mesec za vas pripravili oddajo Aktualno na GFML. Dijaki prvega U so na delavnici Impro izbrali naključen stavek iz naključne knjige. Tako so na stavek "Kako se odpre ta stroj? Ne veš?" sprostili domišljijo in odprli duha umetnosti. Omejitve ni bilo nobene, dovoljeno je bilo vse.
kolesa na avtu se okrog vrti, okrog vrti, okrog vrti. Kolesa na avtu se okrog vrti, cel ljubi dan. Luči na avtu pa žmik, 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 žmik. Luči na avtu pa žmik, 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 cel ljubi dan. Vrata na avtu pa delajo lop, 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 lop. Vrata na avtu pa delajo lop, 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 cel ljubi dan. Motor pa dela brum, 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 brum. Motor pa dela brum, 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 cel ljubi dan.
Okna na vratih pa gredo gor in dol. Gor in dol. Okna na vratih pa grejo gor in dol. Cel ljubi dan. Brisalci na avtu pa delajo briš, briš, briš. Briš, briš, briš. Brisalci na avtu pa delajo briš, briš, briš. Cel dan. Prirejeno po Ksenija Šoštar Olmar, Avto. Tudi ta mesec je zaznamovala karantena. Kako jo preživljajo dijaki 2. in 3. letnika, ki obiskujejo izbirni predmet ITS umetnost, pa v naslednjih filmčkih. Why do you build me up? Buttercup, baby, just to let me down and mess me around, and then worst of all, you never call, baby, when you say you will. But I love you still, I need you more than anyone, darling. You know that I have from the start. So build me up, Buttercup, don't break my heart. I'll be over at 10, you tell me time and again, but you're late. I wait around and then I go to the door and I can't take it anymore. It's not you, you let me down again. Baby, baby, I try to find a little time and I'll make you happy. I'll be home, I'll be beside the phone waiting for you. Ooh, ooh, why do you build me up? Buttercup, baby, just to let me down and mess me around, and then worst of all, you never call, baby, when you say you will. But I love you still, I need you more than anyone, darling. You know that I have from the start. So build me up, Buttercup, don't break my heart. To you, I'm a toy, but I could be the boy you adore if you just let me know. Although it's untrue, I'm attracted to you all the more. Why do I need you so? Baby, baby, try to find a little time and I'll make you happy. I'll be home, I'll be beside the phone waiting for you. Stuck into jadwa, a bad trip I couldn't get up. Maybe I bit off more than I could chew, and overheard all the aqua blue faulty on these bring on the rapture. Let's be the boys time can capture on film or between the sheets. I always fall from your window to the beach back street, and with the leg balance raised, that's the crooked smile fake. All my heroes who quit too late, who just wanna fill up the trophy case again. And in the end, I'll do it all again. I think you're my best friend. Don't you know that a kiss
take note, it's not impressive. And people said it's like you're dumping your words on my bedroom floor. We put your curse in reverse, and it's our time now. If you want it to be more the world like the garden, we better set free. And your love is dynamic, and I can't believe that you couldn't see it coming from me. And I can still feel the rush in my veins. It twists my head just a bit too thin. All these people in those old photographs I've seen are dead. And in the end, I'll do it all again. I think you're lying, yes. Jan, Beko? Don't you know that the kids aren't alright? When it rains and it pours, stay thirsty like before. Don't you know that the kids aren't alright? Dobro jutro, dragi dnevnik. Ura je 1. In ne, ni naslednji dan. Je kar dan ali dva, no prav 5 dni potem. V glavnem, mislim, da postajam nora. Danes zgodaj zjutraj, no vsaj mislila sem, da je, ura je bila dejansko 11 in sonce že kar močno bilo skozi rolete na oknih. Kakorkoli, zbudim se po 100 dremežih naravnost v kopalnico, komarji, hop še na hrbtnik, pa sem šla. Kam? Ja, v šolo. Ne morem se odločiti med tem, ali se mi že meša ali gre za neznansko pogrešanje ustaljenega življenja. Moram priznati, da so se mi na začetku karantenske počitnice zdele super ideja. Končno se lahko spočijem od napornega urnika, šole, vaj, pa vse vzamem nazaj. Hello, it's me. Again. Zdolgočaseno na polno. Kaj zdaj? Zmanjkuje mi idej. Imaš ti kakšno? In pospravljanje ne pride v poštev. Verjetno sem imela čistilno akcijo že najmanj 3-krat. Torej odpade. Ah ja, bomo videli. Mogoče se mi kaj pametnega prikotali pod roke. Buenos dias. Vse tako prav, ne? Dober dan? Ne učim se španščine. Saj ne, da ni lep jezik, je, res. In v prihodnje bi se nedvomno rada naučila nekaj tamo-vamo španskih besed. Ampak za zdaj, ne. Imam že preveč težav z obvladovanjem nemških besed. Ko smo že pri šoli, verjetno že veš, da pouk vseeno poteka, ne? Nadaljavo? Druge izbire zdaj pač nimamo. Ampak se vseeno tako težko navajam na, niti malo mi ni pogodo. Sedenje z računalnikom, videokonference brez pravega kontakta, gore delovnih listov. Upam, da čim premine. No, v glavnem, želela sem ti povedati še to, da sem se odločila več prisostvovati v kuhinji. Da ne bo pomote, velikokrat kuham in tudi mislim, da ni čisto za nič, kaj pristane na mizo. No, prvi dan kuhanja z Anjo ni šel po načrtih. Premalo usiljena vsaka. Potem pa je že šlo, da bi videl, kakšne tortilje sem pripravila. Njami! Danes pa za sladico pripravljam tiramisu. Se slišiva? Pozdravljen. Ja vem, dolgo se že nisva slišala. Dnevi se ponavljajo in ponavljajo. Danes si barvam lase. Na roza. Ne, saj ne. V bistvu je barva enaka barvi mojih naravnih las. In vse, kar želim doseči, je, da se znebim 100 odtenkov barv, ki se prepletajo na mojih laseh. Ma ja, mi je kar uspelo. Zadovoljna. Ej, a že spiš? A dnevniki sploh kdaj spijo? Jaz ne morem. Spet eden tisti dni, ko me lovi panika. Pogrešam stare čase, ljudi, vzdušje, zabave. Veš zavrteti čas nazaj? Ali pa še bolje, naprej. No, ej, a veš?
Halo? Dnevnik? Kdo je srečen, ko te gleda? To poznam, to imam. Kdo se trudi, kdo me ljubi? To si ti, veš, da si. V dan, ki ne mine, najin krik je odmev. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my Had to have high hopes for a living, shooting for the stars when I couldn't make a killing. Didn't have a time, but I always had a vision, always had high hopes. Had to have high hopes for a living, didn't know how, but I always had a feeling I was gonna be that one in a million. Always had high hopes. Mama said, fulfill the prophecy, be something great. Go make a legacy, manifest destiny. Back in the days we wanted everything, wanted everything. Mama said, burn your biographies, rewrite your history, light up your world. Konec namenjamo rubriki za prleško narečje, v kateri smo se tokrat odpravili na obisk k lončarskemu mojstru. Pozdravljene gledalce! Danes bomo predstavili staro domačo obrt, to je lončarstvo. Že v prazgodovini so si znali ljudje narediti posodo iz gline. Glinene posode pa še gnez den radi nucamo. Prav fajn je po dugem cajti iti na teren, ne Hana? Gnez smo pri Žumanovih v Lotmerke, gospod Sašo Žuman. Že v prazgodovini so ljudje znali z gline narediti nekšne posode, pa to je tradicija tudi pri vas, v vaši družini že dolgo, ne? Tako, mogoče veste, kdo je prvi v vaši družini pa začel s to obrtjo, pa kakšna je vaša tradicija? Ja, seveda znam, ne. Prvi je začel s to obrtjo moj pradedek. Sicer ni tu v Lotmerki, ampak v Noršencih, tam je bila domačija, tam se je vse skupaj začelo. Ni je bila samo lončarija, ampak so delali tudi lončene peči. Taka potli, čez cajt pa se je te razdelilo toto obrt. Mi smo začeli delati tu v Lotmerki samo lončarijo, v Noršencih, ki še zdaj delajo peči, pa so delali peči, ne. Tako, zdaj eni delamo tu, drugi pa tam v Noršencih, ki je v bistvu domačija. Tako ste gor rasli z lončarstvom, kaj pa vam v bistvu pomeni toto obrt? Ja, jaz sem v bistvu že od malega rosa stan, ja. Ne morem reči, ko sem glih že mali delal tu v delavnici, sem pa bil non-stop poleg, kdo je dedek delal. Kaj meni pomeni? Meni v bistvu ne pomeni teko samo toto obrt, ampak to, kaj jaz lahko nadaljujem tako dolgo tradicijo lončarstva, ne. Tradicija lončarstva v naši družini je že skoraj 150 let. In meni to največ pomeni, ne. Bi mi bilo škoda, ko bi toto obrt zamrla. No, lahko malo pokažete, kako naredite kakšno skledo ali pa vrt z gline? Seveda, rade vole. Te bomo naredili eno skledo. Skledo z značilnimi prleškimi vzorci gor, temu se reče prleška valovnica. To so vzorci,
ki se uporabljajo že od vsega začetka, odkar je lončarstvo v naši familiji. Zdaj prvo mi nucamo material, glino. Glino bi sicer lahko kupili tudi v kakšni trgovini, ampak mi že od vsega začetka, odkar je lončarstvo v naši družini, kopljemo glino sami v svojem glinokopju. Glinokop je takšni, ko skopljemo 2 metra zemlje, odkopljemo, pa te pridemo do gline. Tote gline pa je nekaj 70 cm plasti in to mi ročno odkopljemo, te pa odpeljamo toto glino domov, v deponijo. In tota glina mora biti v deponiji vsaj eno zimo. Ko ona zmrzne, te razpadne na meše falate in te v bistvu ona se leži oblikuje pa to. Takšen je pač postopek, katerega delajo že od nekdaj. No, ko imamo mi glino eno leto v deponiji oziroma eno zimo, si jo pripeljamo notri in jo jaz v posebnem stroju pregnetem. Nekdaj so to delali čisto ročno oziroma nožno, so kar tlačili toto glino, namakali pa tlačili z nogami. Zdaj pa je pač stroj, ki ga žene elektromotor, pa te s tem gnetemo glino pa jo zmehčamo. No in te si mi glino pripeljamo tu notri in to je zdaj glina, ki je obdelana že, s katero lahko delamo. Ker tisto glino, ki jo mi nakopljamo, glinokopi, ne moremo nič narediti z tiste gline, ker je ni obdelana. Tak, skleda gre po malem proti konci. Oblika je. Zdaj pa bodo prišli na vrsto vzorci. Kaj še posebnega pri našem lončarstvu? To, ko žgemo izdelke še vedno v peči na drva. Zdaj obstajajo že nove peči, ki so na elektriko ali pa na plin, to je vse kontrolirano. Peči na drva pa pride do posebnih efektov na glazurah zaradi dima, ker je dim notri. Ko kuriš na drva, se kadi in nikoli ne veš točno, kakšen ton barve da prišel ven. Nikoli. Barva, recimo zelena je zelena, ampak lahko je svetla, temna, različna. In to je čar tega, ko kurimo na drva še vedno. Evo. Zdaj še bom posodo zgladil od vina, skledo. To, recimo, to ima eno zanimivo ime, prleško, čemu se reče špriglo. To ne vem, če kdo ve, kaj to pomeni, ampak to je špriglo. Mi temu rečemo špriglo. S tem poberem od zvina tenko plost, tote mehke gline dol, pa zgladim posodo. To, ne? Tak, zdaj pa gremo delati vzorca. To belo ne je bela barva, ampak je v bistvu bela glina. Gline obstajajo različnih barv, pa različnih vrst, kvalitet. Od bele do, ne vem, sive, zelene, rumene, črne, različne. Ampak edino bela glina po žganju ostane bela, zato jo mi nucamo tudi kak barvo. Ker ostale gline pa so po žganju glavne vse opečnate barve. Bela barva je osnova. Zdaj pa še zeleno. Uporabljamo v glavnem 3 farbe. Toto rjovo, zeleno, pa plovo. V glavnem tote, no tu pa tam še kakšno kjero drugo, ampak tote v glavnem. Tote 3. Malo še damo plovo, ko ne da preveč
kakšne zastave podobno. Vino. Evo, to je to. Zdaj pa, ker smo rekli pred, kaj je to prleška valovnica, še moramo narediti valove. To je falat usnja, na katerem smo naredili zobe in s tem usnjom delamo valove po barvi. Skleda se mora pomalo vrteti, pa enakomerno moramo iti z roko gor pa dol, ko delamo valove. Evo. Dobro je, ko se tako konča, ko se nič ne vidi. To včasih grota, včasih pa ne. Tako, zdaj pa še vune pa samo s prstom naredimo toto valovnico. Skleda je fertik, oziroma oblika je fertik. Zdaj bomo jo odrezali dol, pa bomo jo dali tu gor nad nami na tote blaje, gdje se skleda sešila. Tako, odrežemo. Treba malo pasko imeti. Evo, gledajte, ok, zdaj to še mehko. Tak. Zdaj, toto skledo moramo prvo posešiti pred, ko bomo dali v peč žgat. Skleda, da se med sešenjem skrčila za 10%. Tota zdaj, recimo, rečemo, kaj je nekaj 30 premera, bude potli 27. Tako jaz, če nekomu dela nekaj po naročili, moram to upoštevati. Kaj pa vse izdeljujete v vaši delavnici? Puno različnih izdelkov delamo, ja. Zdaj, ko vam tudi nekaj ne razloga, najboljše, ko gremo na razstavo, pa vam tam pokožene izdelke, pa povem, kako se jim reče, pa zakaj se uporabljajo. Tu imamo razstavljene izdelke, ki se delajo pri nas že od te lončarcev v naši družini. Eni izdelki so zdaj že malo v pozabi, se več toliko ne nucajo, večina pa se še jih kar uporabljamo. Zdaj, najbolj zanimiv oziroma najdolgšo tradicijo ima po mojem dukelj. Dukelj, to je čisto prleška beseda za lonec, v katerem se kisa mleko. Ampak, toti dukelj, toti lonec ima toliko imen, ko niti jaz vseh ne vem. Dukelj, štuc, mlečjak, zvorjak, dugi lunec, ne vem kako. Meni se včasih zgodi, ko kdo pride po dukelj, pa mi reče, kaj vem, pa jaz ne vem, zakaj se gre. Toliko različnih imen ima tota posoba. Te, recimo, kaj se še dosti uporablja vnes, pa nekda se je. Tu gori vidite različne veke posode, to so različni pekači. Recimo, to je gibočna skleda, že samo imenom pove, ko so se tu pekle notri gibanice, vse se še tudi zdaj peče. Ampak v toti gibočni skledi lahko pečemo vse, ne samo gibanice, tudi meso, krompir, kajkoli. Te imamo značilno bidrovico, oziroma po slovensko se reče to potičnico. To je značilno za celo Slovenijo, ne samo za pri nas. Razne ročke, mi rečemo ročke za vino, različnih oblik, različnih velikosti. Poleg totih izdelkov, ki so v naši stalni ponudbi, ki se največ uporabljajo, pa delamo tudi izdelke po naročili. Pomeni, če kjer pridemo, kakšno svojo željo, tudi naredimo, če se le da. Bilo je zelo zanimivo, naučili smo se dosta novih prleških besed. Gledalci, če pa nicate kakšno kvalitetno lončarsko posodo, pa zdaj veste, ki jo lahko dobite. Izkoristite pomladne dni v naravi, lepo se imejte in ostanite zdravi.